Kaj ne oblečem za prvi zmenek? Že vem. Ko si toliko veliko časa na poti, potem pač si res ti, a ne? Ker enostavno pač so ti druge stvari pač veliko bolj prioritetne, a ne? Kakor to, a ne? Pač, ali boš imel make-up gor ali ne boš. Pač pomembno ti je obdobje, pomembno so ti doživetja, da boš spoznal ljudi, koliko se boš imel za družino, koliko se boste vi med sabo povezali. Mislim, pa cel kup tudi nepredvidenih situacij, a ne, pač na katere pač moraš zelo hitro odreagirati. Tako da enostavno tam ni časa, a ne, za te podrobnosti, ne, za katere imamo mogoče čas pa tukaj. Že 25 let je v modnem poslu, je ena naših najbolj priznanih modnih oblikovalk. Je tudi prva Slovenka z modno revijo v New Yorku, oblačila je svetovne zvezde, med drugimi tudi Moniko Bellucci, Ano Netrebko, pa tudi našo veliko zvezdo Gorana Dragića in njegovo izbranko, sicer pa je tudi mama, žena, ki je pred kratkim šla na pot okoli sveta. Še preden skočimo v novo epizodo, pa te Florej Malotrič prav lepo pozdravljam v novi Kozmo sezoni. Ta sezona bo malce drugačna in sicer epizode ne bodo izhajale vsak konec meseca, ampak nas najprej čaka ena taka zelo zanimiva jesenska serija 4 podcastov. Prihajajo 4 izjemno uspešne ženske, vsaka v svoji industriji. Mi jih bomo pobolje spoznali, njihovo pot do uspeha in pa hkrati tudi njihove iskrive osebnosti. Sezono pa ponosno podpira Zalando in sicer Zalando trenutno ponuja jesenske trende, zato lahko skočiš na njihovo spletno stran ali pa na njihovo aplikacijo in si pogledaš, kater kos te najbolj pokliče. Zdaj pa gremo nazaj v epizodo. Maja Ferme je z mano. Maja, živjo. Hvala za to povabilo, se zelo veselim tega pogovora, tako da zelo prijetno je tudi tukaj, no. Ja, zdaj si v bistvu prva gostja v novi sezoni, tako da se zelo veselim pogovarjati z eno tako srčno, živo, iskrivo osebnostjo. Hvala. Maja, kaj bi rekla, da je v bistvu nekaj, kar ljudje ne vejo o tebi? A ne? Da mogoče ti si že 25 let, kot sem prej rekla, v modnem poslu. A ne? Se pravi, veliko si se kazala tako kot poslovna ženska, kot s svojimi kolekcijami, tudi ti si izredno lepa, atraktivna ženska. Kaj pa je ena stvar, ki jo mogoče ljudje pa ne vejo o tebi? Mislim, da kar veliko stvari se ne ve o meni, a ne, pač ker seveda ne, pač so določene stvari, ki jih javno izpostaviš, ampak seveda so pa tudi določene stvari, ki so pa samo tvoje, a ne, in jih morda tudi ne želiš javno izpostavljati, a ne. Tako da mislim, da je to tudi prav, a ne, pač da potegnemo nekje črto, a ne, pač kje je nekaj, kar pač damo za javno, pa kar pač damo za čist privat in pa osebno. Drugače pa morda, če me sprašuješ potem, kaj je mogoče nekaj tazga, kar ni bilo toliko velikrat izpostavljenega, pa mislim, da ima čez tale pogovor verjetno dalje to skosa, ne, z tvojimi vprašanji, a ne, ker vedno, kadarkoli se s tabo pogovarjam, a ne, vedno privrejo potem na dan cel kup nekih stvari, na katere sem mogoče tudi jaz malo pozabila. Ja, ena stvar, ki je meni zelo zanimiva pri tebi, pa ki se mi zdi, da ni bila toliko izpostavljena, je tvoj zelo lep in tudi zelo poseben odnos z možem. A ne? Ti si se mi zdi taka feministka v najboljšem pomenu besede, v smislu, odkar te poznam, si zelo odločna in v poslu in hkrati kreativna, tako imaš en tak lep miks ženske in moške energije, tako nekako kljub temu, da si zelo uspešna, ohranjaš to svojo nežnost, ženstvenost in vsakič si vedno popolno urejena. In me zanima, kako sta pa z možem nekako to usklajevala, ker tudi on je najbrž imel svojo kariero, potem sem pa prebrala, da se je on v bistvu odločil ostati doma s hčerko, ko si ti bila v bistvu nekako v najbolj uspešnem delu svoje kariere. Kako sta se to uskladila? Ja, res je. Zdaj, če bi bilo obratno, da bi zamenjali vloge, verjetno to ne bi bilo nič takšnega, ker tovrstne zgodbe vidimo zelo veliko po Sloveniji in po celem svetu. Seveda, mogoče nekoliko manj pa vidimo tovrstne zgodbe takrat, ko gre pač za nas ženske, a ne, in takrat, ko potrebujemo podporo pač naših partnerjev. Tako da v najinem primeru sem se pač jaz nekako odločila za karierno pot in se pač zavestno, in mož se je tudi zavestno odločil, da me bo pri tem 100% podprl. 100% podporo to pomeni, da takrat, ko smo začeli za kolekcijo Premium Ferme,
ker pač jaz le izhajam iz najprej poročnih večernih oblačil, šele potem smo začeli z kolekcijo Premium Ferme in sedaj seveda nadaljujemo še z drugimi stvarmi. Pač dan ima 24 ur in pač potrebuješ na koncu ljudi, ki ti bodo pri tem pomagali in glede na to, da sem se odločila za otroka in da sem jaz nekako 3 leta res zelo veliko bila za svojo hčerko, sva vedela, da pač ne želiva hčerke pač prepustiti babicom, detkom in pač vrtcu ali komorkoli že, ampak da dejansko želiva še midva pač izkoristiti ta čas z njo in takrat je pač bilo potem na tehtnici, ali pač bom jaz pač pustila mogoče ta karierni del, ali pač bo on to pač opustil, ker oba dva sva bila pa kar dost na zahtevnih pač pozicijah. In pa skupno so se potem tako odločila in me je mož pač pri tem podprl, da je potem dejansko bil 2 leti doma za hčerko, kar mislim, da je bila čudovita investicija, zelo dobra investicija. Tudi sedaj se vidi, kako sta dobro povezana med sabo, skupaj kuhata, ustvarjata, delata eksperimente, imata svoje dneve in pač imata res en tak čudovit odnos. In šele potem, nekako po teh 2 letih smo šli potem tudi na to pot okoli sveta, ker sem tudi jaz potem čutila, da bi si želela spet malo bolj povezati z njo. Tako da za naju je zelo pač pomembno, pač Paris Noa, ena hčerka, da si res vzameva čas za njo, da sva res z njo, zdaj je 7 let stara, tako da verjamem, da sva naredila zelo veliko dobrih stvari, tako kot vsak starš, ki verjamem pač, da se maksimalno pač potrudi pri svojem otroku, kolikor se lahko. Ampak seveda v veliko stvari moraš iti pa zavestno. Tako da v tem primeru seveda sva midva šla zavestno v to, da sem pač jaz šla karierno pot naprej in da me je mož 100% pač podprl. Kar kot rečeno, ni nič kaj takšnega na našem ali na kakem drugem trgu. Ponavadi se moški odločijo za karierno pot in jih ženske 100% podprejo. To pomeni pač, da se posvetijo domu, družini in vsem ostalim obveznostim, ki pač temu pritičejo. Se zaradi tega sem pa hotela to zgodbo nekako izpostaviti, ker jih res ni veliko oziroma mogoče, če so, se v njih ne govori. Tako da v bistvu lahko s tem poveš, da ni nič narobe, če je tudi obratno. In kaj vse lahko ženska v bistvu doseže, če ima podporo doma. Ali obratno, in tega se moramo zavedati, ker če se odločimo za neko družino, pač tukaj sta ponavadi dva in dva morata drugega podpirati in se pač odločita, kdo bo šel eno pot, kdo bo šel drugo pot, ker nemogoče je, da bi šla oba dva karierno pot. Mislim, bi bilo mogoče, ampak pač potem bi hčerka bila prepuščena babicam, detkom, komorkoli drugmu, in pač tega midva nisva želela, ker v končni fazi pač imaš otroka, mislim, da je prav, da jih starši pač vzgajamo, če je le možnost za to. Ja, ampak danes smo v enem takem hitrem tempu, zmanjka nam časa in potem se nekako moramo sami odločiti, kje so nam prioritete, kje so nam vrednote. Veliko ljudi pa gre nekako odločitev otroka nezavestno in potem pač že otroci trpijo. In se mi zdi tako, si zelo jasno treba postaviti prioritete, kaj si v tem trenutku v življenju želiš in potem nekako realno pogledati, kaj je mogoče in kaj ne. Ja, res je. Jaz mislim, da vsaka stvar v življenju, če je zavestna odločitev, je veliko boljša, kakor če kar nekaj na hitro naredimo. In starejši, ko si, morda več zavestnih odločitev sprejemaš. Ali je to pri družini, ali je to pri se pravi pač pri vzgoju otrok, ali je to v končni fazi pri nakupu oblačil, pri čemarkoli. Pač zavestne odločitve so pomembne. Ja, in ravno o teh zavestnih odločitvah bi se še malo s tabo pogovarjala. Mogoče zdaj, ko si ravno omenila zavesten nakup oblačila. Jaz bi se rada in poti okoli sveta dotaknila in še malo tvoje družine in tebe na splošno. Jaz sem že lani, mislim, da imela en podcast za v bistvu hitro modo in malo smo se pogovarjali o tem, kako v bistvu res se nekako seštevajo te mini nakupi,
te nezavestni nakupi, impulzivni nakupi, in potem 5 evrov, 10 evrov, 20 evrov tam in v bistvu bi že lahko imel en kvaliteten kos. Kako pa ti vidiš, a se ti zdi, da se je zdaj v zadnjem času kaj izboljšalo glede te hitre mode, ker vseeno vemo, da je druga industrija, ki največ onesnažuje okolje. Kako ti na to gledaš, ker tvoji kosi so trajnostni, vem, da se trudite z ekipo delati v to smer, kako pa ti gledaš na to področje? Ja, z kolekcijo Premium Ferme, ki je dejansko dnevna kolekcija in namenjena ljudem za vsak dan. Ravno kar zdaj smo tej kolekciji dodali tudi trenirke iz 100% organskega bombaža, zelo kakovostne t-shirte, se pravi pač neke dost klasične kose, ki jih potrebujemo za vsak dan. Ampak kot rečeno, materiali so zelo kakovostni, večinoma je izdelava iz naravnih materialov, določeni kosi iz 100% organskega bombaža, kar pomeni, da ni nobenih pesticidov noter, nobenih nevarnih kemikalij, kemičnih barvil, in da ko damo te stvari nase, ker koža je le naš največji organ in pač pomembno je, kaj damo na našo kožo, ker vse te stvari prodirajo potem tudi v podkožje in v naš organizem in seveda vplivajo na naše zdravje. Tako da, kar se tiče nekih zavestnih nakupov, ja, pomembno je, iz kakšnih materialov nakupujemo stvari, če nam je mar za naše zdravje, seveda. Pomembno je tudi, kje so izdelane te stvari. Mi recimo vse stvari izdelujemo v Sloveniji, kar pač pomeni, da je kakovost zelo dobra. In v teh 3 letih nismo imeli praktično še nobene resne reklamacije, kar tudi zelo veliko pač pomeni. Tudi vračila, ki jih je v tekstilu zelo veliko, jih imamo mi izredno malo. Morda kakšna pač številka, če ni prava, in jo zamenjamo in je to. Tako da te stvari so zelo pomembne, da stvar, ki jo kupimo, da je kakovostno izdelana, da jo bomo lahko nosili neko daljše obdobje. In da jo bomo lahko tudi potem primerno kombinirali z ostalimi kosi, obenem pa seveda, da se bomo v takem kosu mi dobro počutili. Se pravi pač, da ne bo nekega pretiranega potenja, da se bomo lahko lepo gibali, da če imamo hitrejši korak, ga bomo lahko naredili in tako naprej, da nas ne bo pikalo, da ne bomo imeli kakih izpuščajev ali pa karkoli takega. Tako da recimo pri otrocih se to zelo hitro vidi. In takrat, ko dobimo recimo novorojenčka, takrat mame, še posebej mame, zelo pazimo, kaj bomo dali pač na otroka. Ponavadi vse te stvari likamo, prekuhavamo in tako naprej. Ampak pol pa malo pozabimo na vse to, ko pa odrastejo otroci, pa tudi na nas pozabimo, ko smo odrasli. Tako da, zdaj, če pa vzamemo še ta drug vidik, en vidik je pač, kako se to vpliva na nas, na naše počutje, na našo samozavest in na naše zdravje. Pa tudi na psiho v končni fazi. Na drugi strani pa, če vzamemo, kako to vpliva na naše okolje. Ker vsakdo, ki ima otroka, jaz verjamem, da mu želi zagotoviti najboljšo bodočnost. In recimo zdaj, ko smo mi zelo veliko potovali, smo se mogoče tega še toliko bolj zavedali, da lahko pač mi zdaj tukaj v Sloveniji še vedno, da lahko primeš kozarc, pa ga daš pod pipo, pa enostavno pač popiješ pač to svežo vodo, čisto vodo. To ni samo po sebi pomembno. In tudi jaz bi želela za svojo hčerko to, da bo lahko šla v gozd, da bo lahko dihala svež zrak, da ne bo imela nekih mask z kislikom, da bo lahko pila dejansko iz pipe pa svežo vodo in tako naprej. In če to želim zanjo, pol moram tudi malo popaziti, kaj bom kupovala. Zdaj, glede na to, da sem v oblačilni industriji, v tekstilni industriji, seveda se pač bolj zavzemam za to stvar, ampak na vseh področjih našega življenja pač moramo zavestno delovati. Ali je to hrana, ali so to oblačila, ali je to avto, ali karkoli pač že. In ja, tekstilna industrija je druga največja onesnaževalka našega planeta. Dejansko se oblačila, ki jih, recimo, zakaj sama zelo nerada hodim v te
velike trgovske centre, zaradi tega, ker tam je ogromno oblačil, ki jih še vedno po večini izdelajo otroške roke. Jaz si ne morem predstavljati, da otrok, ki bi moral biti v šoli ali pa ki bi moral imeti neko lepo življenje, da šiva zame, da jaz potem to oblačilo nosim. Jaz mislim, da vsaka mama, če saj malo pomisli, ne bo kupila takšnega kosa oblačila. Ampak problem je, ker ne razmišljamo. Ker tako kakor si sama prej rekla, vse se tu hitro vrti in sem grabimo, kako bomo čim hitreje. Ne, dajmo se ustaviti, dajmo pomisliti, kaj jemo, v kaj se oblačimo, kje živimo, kako ravnamo z ljudmi okoli sebe in tako naprej. Tako da, jaz tako pravim, marsikdo pač reče, ampak ta oblačila so pa dražje, jaz si pa tega ne morem privoščiti. Ok, pol pa malo poštudiraš, če si ti vsak mesec privoščiš neko stvar za 5, za 10 evrov, za 15, pa na koncu to skupaj seštevaš, pa dejstvo je, da ti kosi niso tako kakovostni, da se bojo hitro razpadli ali po šivih, ali se bodo razbarvali, ali se bo raztegnilo, ker enostavno pač ne more biti to tako kakovostno, ker tle se gre pač kako narediti oblačilo, da bo čim bolj poceni, ne da bo čim bolj kakovostno. Se pravi, kako se bo dalo čim hitreje to narediti, z čim bolj poceni materiali, ki seveda, če gledamo na eni strani navaden bombaž, ko se uporablja cel kup kemikalij in vsega, da ga lahko vzgojimo, in na drugi strani organski bombaž, ki potrebuje veliko več časa, pač, da zraste in nege. Ja, seveda je že tle razlika v ceni, pa potem kdo bo to delal. A bo to delala ena gospa pri nas v Sloveniji, ki bo za to pač dobila neko normalno plačo, za katero pač bo lahko živela tudi svojo družino, ali bo to delal en izkoriščen otrok, ki bo plačal par centov za to oblačilo in zaradi tega ne bo imel svojega otroštva. Ja, tle se je treba odločiti, pač v kaj bo šel, In zdaj, seveda, pač takšno oblačilo, kot rečeno, zdrži manj časa. Oblačilo, za katerega bomo dali pa malo več, seveda, treba pogledati etiketo, kaj piše, kje je izdelana, kakšen je material in tako naprej, bomo pa lahko nosili po par let. In če to skupaj seštejemo, pač na koncu vidimo, da ljudje, ki skozi govorijo, jaz pa nimam dovolj, da bi si kupil takšnega kosa, se na koncu zgodi, da zapravijo več za oblačila, kakor pa tisti, ki si kupijo en dober kos. In to je sem mentaliteta, to je sem številke, Malo da se ustaviš, pa malo da razmisliš. Kaj ne oblečem za prvi zmenek? Že vem. Sej ravno se mi zdi, da v tem je problem, ker se večina ljudi ne ustavi. Ja. Zdaj imamo pa sploh recimo pritisk na mlade, ker ti gledaš svoje, najljubše vplivneže, ki vsak dan včasih ali pa vsak teden predstavijo, 5 novih kosov. In potem oni so skozi drugače oblečeni. Recimo že jaz vidim, kad delam v takem poslu, torej na odru, zdaj 2-krat, 3-krat lahko neko večerno obleko ponovim, sam pol je pa to že malo preveč, ker sem bila že videna na fotkah, nekako naročniki tudi pričakujejo, tako. In je res težko zdaj v tej dobi medijev raznih, recimo imamo Instagram, imamo TikTok, imamo Facebook, karkoli, kjer si viden že v nečem in pol te je mogoče tako malo sram, da bi bil skozi viden v isti stvari, in se mi zdi, da tako, kot smo se na začetku pogovarjali, vse je okolica in družba, v kaj te nekako usmerja, Kako bi pa, mlade mogoče pritegnili k tem, da bolj trajnostno modo uporabljajo? Jaz mislim, da je tle zelo pomembna vloga staršev. Kako starši vplivamo in izobražujemo pač naše otroke, tudi v končni fazi stari starši, ki imajo zelo velik vpliv na otroke. Mi recimo zdaj začenjamo z enim izobraževalnim programom prek Erasmusa za starejše ljudi nad 60 let, in jih bomo izobraževali o trajnostni modi.
in kako biti čim bolj trajnosten. Zato, ker se zavedamo, da ti ljudje imajo več časa za to vrstne izobraževanja in da ti ljudje poglavitno vplivajo na otroke, na vnuke. Ki bodo pač to znanje potem še prenašali pač naprej na svoje otroke in tako naprej. Tako da jaz mislim, da zelo, zelo veliko se da z nekimi izobraževalnimi vsebinami, z izobraževalnimi programi narediti, z osveščanjem dejansko vseh ljudi, o teh stvarih, tudi to, kar se danes v končni fazi midve pogovarjava. Tudi recimo prej si sama pač povedala, že naročniki izvajajo pritisk nate, pač ne moreš biti oblečena trikrat isto za nek nastop, če so pač to različni dogodki. Tako da tle je treba izobraževanje, tle bo treba mentaliteto celotno spremeniti. In mislim, da mladi so se pa že, to, kar jaz vidim, so se pa nekateri, ne vsi, ampak se že dogajajo neki premiki, da recimo nakupujejo v second hand storih. Jaz imam tudi danes tole, second hand. Evo, odlično, vidiš. In pač potem, ko tega ne potrebuješ več, da spet v to trgovino in gre pač spet v neke druge roke. Ali pa da zelo veliko je zdaj nastalo nekih trgovin, tudi pri nas v Sloveniji, še toliko bolj pa v tujini, kjer si lahko sposojaš recimo tudi oblačila, pa jih pač potem vrneš nazaj, recimo za en teden pa jih vrneš nazaj. Zdaj, seveda v poslovnem svetu je to spet malo drugače. V poslovnem svetu je zelo pomembno, pač, da je te podobno, pač, da je še vedno v nekem kodeksu poslovnega oblačenja in tako naprej. Tako da tam je res zelo pomembno, da tisto, kar imamo, da je res za nas narejeno, da je res kakovostno in da lahko nosimo leta in leta in potem sem za pametnimi kombinacijami, potem to tako naredimo, da je vsakič malo drugače potem to izgleda, in se lahko s tem igramo. Tako da veliko možnosti obstaja, ampak prva faza je pa izobraževanje na vseh področjih v tem. Ker takrat, ko se bo mentaliteta spremenila pri ljudeh, takrat bojo potem tudi ti veliki konglomerati prisiljeni, ker pač njim je v interesu, da se seveda čim več kupuje, bodo prisiljeni tudi oni potem spremeniti svoje kolekcije, ne pa obratno. Obratno je pa malo težje. Ja, zadnjič sem prebrala in mi je bilo tako prav šokantno, koliko je v bistvu kemikalij v spodnjem perilu, ki so pa najbližje našim intimnim predelom. In koliko malo je dejansko iz organskega bombaža spodnjega perila, pa to perilo ni recimo seksi. In v bistvu sploh ne pomisliš, kako kupaš neke čipke, pa lahko sploh ni to neka nizkocenovna znamka, lahko je visokocenovna znamka, pa je vsem polno kemikalij, ampak dejansko, če ne veš, in recimo jaz do zdaj nisem pomislila na to, zadnjič sem pa slučajno na Instagramu našla en post, kjer je v bistvu so pisali razni brendi, ki nekako največ kemikalij uporabljajo, oziroma so najslabše naredili te teste. In sem bila prav tako, wow, pač od polnih jaz kupujem spodnje perilo. Ja. In tudi to sem v zadnjem času spremenila, da sem šla na mogoče malo bolj tudi na slovenske, imamo pač čudovite brende, tudi pri nas v Sloveniji, da nekako prvič podpreš našo industrijo, drugič pa, da si nekako trajnostne kose omisliš, pa si jih mogoče manjkrat, pa takrat malo bolj kvalitetne. Recimo lani, ko sem si naredila kapsulno garderobo, je že lažje, imaš nek dober plašč, imaš nek dober džins, neko dobro majčko, nek pulover, in potem to malo rotiraš. Ampak je pa res, kot si rekla, ful veliko v izobraževanju. Ogromno je v izobraževanju, ampak recimo tudi to, kar si zdaj povedala, je zelo zanimivo. Zdaj, ko to veš, zdaj boš iskala to vrstne stvari. In več, ko bo takšnih ljudi, da bo to iskalo, bolj bo industrija prisiljena to vrstne stvari ponuditi kupcu. In tako, kakor si tudi rekla, še vedno je veliko teh stvari zelo neatraktivnih, zelo neprivlačnih, zelo neseksi. Ampak če bo povpraševanje po takšnih izdelkih, se pravi pač, da bodo naravni, da bodo koži prijazni, da bodo nam zdravju prijazni in obenem tudi atraktivni, se bo industrija potrudila in nam bo to prej ali slej ponudila nazaj. In s tem se bo vse skupaj začelo. Tako da marsikdo reče, pa kaj pa lahko jaz sploh naredim, jaz sem eden od ne vem kolikih.
ne ravno ti, vsak od nas je sprememba, vsak od nas je čudovit individuum, ki ga nikoli več ne bo na tem svetu, edinstven. Absolutno. In vsak od nas ima moč, da lahko nekaj naredi za svojo odločitvijo. Tako da začnimo z majhnimi koraki in s tem potem vplivamo potem lahko na celo družbo in tudi na te ogromne konglomerate. Ja, točno tako, kot si rekla, tja, kamor bomo usmerjali svoj denar, tam bodo stvari rasle. Ne? In tudi zdaj, recimo, vidimo v zadnjem času, da je veliko slovenskih, mogoče niti ne oblikovalk, ampak posameznic, ki delajo neke svoje kolekcije, pa delajo s slovenskimi proizvajalci, pa z malo bolj kvalitetnimi materiali. In se mi zdi, da so tudi Slovenci začeli to malo bolj podpirati. Pri nas se mi zdi, da je sam še malo ta problem v ceni. Veš, če pa to toliko stane, pa raj kupim, ne vem, Gucci. A veš, tako se mi zdi, da je še zmeraj pri nas taka mentaliteta. Tudi ti to opažaš? Takrat, ko sem jaz začela, to je bilo pred 25 leti, a ne in še več, leta 1999 sem imela svojo prvo revijo, pa vse do zdaj vidim, da se dogajajo pozitivne spremembe. Ker včasih je bilo, da ima slovenski dizajn ne ravno. Zdaj je pa že veliko žensk, ki kupi slovenski dizajn od različnih oblikovalcev. In jaz mislim, da je to ena taka zelo pozitivna sprememba. Ne smo še seveda zelo daleč, ampak spremembe se dogajajo. In to je začetek. Ja, evo, ravno je bil Fashion Week, teden, dva nazaj. In mi je bilo ful lepo tudi gledati, da so tudi dizajnerji nekako dojeli, da delajo malo bolj nosljive kolekcije. Recimo, presenetilo me je to, ko sem mogoče prejšnja leta gledala, ko so bili ekstravagantni kosi, ko so meni absolutno všeč in jih rada pogledam, ampak nekako pri nas v Sloveniji že tako ali tako, če malo stopaš, je vse narobe, a ne? Zdaj pa, če se pa še malo bolj ekstravagantno oblečeš, je pa to samo na oder, a ne? Več ali manj. In sem v bistvu letos prav gledala kolekcije, in mi je bilo lepo videti, da v bistvu v vsaki je bilo kaj, ki bi dejansko lahko tudi nosila. Tako, mogoče ne vsak dan, ampak kakšne pa tudi vsak dan. Ne? In se mi zdi, da se tudi ta trend malo obrača, da se prilagajajo trgu, da se delajo zanimive stvari in dobre stvari. Kar sem te pa hotela vprašati, je pa to, da z velikimi se pa pogovarjam, da je pa res težko začeti, recimo. Kako je bilo, kaj si ti začenjala? Zaradi tega, ker vem, da to ogromno stane, da imaš ti neko kvalitetno blago, kvalitetno šiviljo, pa konec koncev marketing in vse to, kar pa še zraven. Trg je pa tako majhen, po eni strani tudi kar že malo nasičen, a ne, zdaj boriti se za kupce, z visokimi cenami ni enostavno. Kako je bilo pa, kaj si ti začela? Ja, jaz pravim, da vsak čas prinese nek svoj poslovni model. In takrat, ko sem jaz začela, je bilo res zelo drugače, kot zdaj. Ampak tako, kot so bile pozitivne stvari, so bile pač tudi negativne, tako kot v vsakem obdobju. In zdaj morda, če se vrnem najprej na to stvar, kar si sama pač ugotovila. Ja, Fashion Week je predstavitev različnih kolekcij slovenskih oblikovalcev. Zdaj, eni oblikovalci so seveda za to bili šolani, so izobraženi, eni ne, ampak to niti ni zdaj tako bistveno. Ampak bistveno je seveda pač v tem, da kolekcije so različne. Ene so bolj nosljive, ene so pač manj nosljive, ampak tudi nič za to, če je kakšna recimo kolekcija malo manj nosljiva, ker niso vsi oblikovalci, ne oblikujejo oblačil, ki bi bile za vsakdanje življenje. Eni oblikujejo za gledališče, eni oblikujejo samo pač za neke zgodbe, recimo za filmsko industrijo, drugi recimo ready to wear, tako kot je naša kolekcija Premium Farme, ko je res za vsak dan, ready to wear. Ker recimo kolekcija Maja Ferme, kjer so večerne toalete, kjer so poročne oblačila, pač to ni za vsak dan, to so za posebne priložnosti. Tako da prav je, da vsak oblikovalec najde nekako tisto svojo pot, ki se je drži in pač poskuša v okviru pač tega nekako ustvarjati. To je mogoče ena taka prva stvar. Zdaj, kar se tiče pa tekstilne industrije pa slovenskega trga, je pa tako, da
ne toliko, da je težava v majhnosti trga, večja težava je v tem, da enostavno v Sloveniji nimamo tekstilne industrije. Kaj to pomeni? To pomeni, da če nek oblikovalec želi narediti kolekcijo, je že v osnovi tukaj na slovenskem trgu obsojen na to, da ne bo mogel delati kolekcije, ki bi bila iz produkcijskega vidika zanimiva oziroma pripravljena na večjo produkcijo in torej tudi na neko širitev, morda tudi na kakšne druge trge. Vsi oblikovalci tukaj v Sloveniji pač delajo z nekimi šiviljskimi studiji. Se pravi, da to so kolekcije, ki so dejansko custom-made kolekcije. To so butične kolekcije. Priti od butične kolekcije do neke produkcije je pa kar dolga pot. In edina opcija, da narediš pač neko tako kolekcijo, ki pa lahko gre tudi v produkcijo, bi bila, da bi jo delali od zunaj. Kar pa seveda na začetku pri vsakem oblikovalcu, če se želi predstaviti tukaj na Fashion Weeku, je to težje. Tako da imamo potem oblikovalce, ki se tega zelo hitro začnejo zavedati in grejo takoj v tujino in tam ostanejo. In pač imamo oblikovalce, ki pač se odločijo, da bojo pač tukaj v Sloveniji ostali, ali pa se morda teh stvari ne zavedajo tako dobro in za vse večne čase ostanejo pač na tem butičnem nivoju, ker enostavno ne morejo naprej, pač dosežeš nek plafon in ne moreš naprej. Tako da tle so te nekako največje težave pri mladih pač oblikovalcih. Ja, pač kot rečeno, zdaj spet, če pa greva na sam čas, je pa tako, takrat, ko sem jaz začela, takrat ni bilo social medije, se pravi, takrat ni bilo Facebooka, ni bilo Instagrama, ni bilo TikToka, nič od tega ni bilo. Takrat so bili pač klasični mediji, takrat tudi ni bilo Fashion Weeka, takrat so bili neki skupinski nastopi, da smo se pač oblikovalci združili in smo se pač potem predstavljali. Tako da s tem, ko sem jaz pač delala drugače, kakor je bilo značilno za tisto obdobje, sem pač potem se na nek način izpostavila. In isto je v današnjem času. Pač tega mojega modela, če bi ga nekdo vzel, pa bi ga prenesel v današnji čas, bi v popolnosti pogorel. Zato, ker današnji čas zahteva nekaj drugega. Ampak kar pa lahko prenesemo v današnji čas je pa to, pač da izkoristimo vse tisto, kar nam ponuja ta čas, obenem pa, da poskušamo biti drugačni. Ker tista drugačnost, ko iščeš tisto neko drugo pot, tisto neko svojo posebno pot, ko se ne daš zmest nikomor okoli, in pač res spuraš pač ti svoje naprej. Jaz mislim, da je to tisti predpogoj za uspeh. Za uspeh, ja. Tako. Jaz se tudi o tem sem želela govoriti, ker me zanima, kako ti je bilo kot ženski v tem poslovnem svetu, ker ti nisi delala samo na modnem področju, ampak si se zelo povezovala s podjetji. Kako si sploh prišla do tega mindseta, kje si se naučila tudi te podjetnosti, ker načeloma ponavadi tisti ljudje, ki so dobri kreativci in potem zmanjka mogoče na biznis področju malo, ali pa obratno. Kako si pa ti nekako rasla? Kako si se povezovala? Imaš kakšen nasvet? Ja, zdaj jaz mislim, da povezovanje je ključno. Ali takrat, ko sem jaz začela, ali pa tudi zdaj. Povezovanje je res ključno, da se čim več pač povezujemo med sabo. Tako da tega še vedno manjka pri nas. Tako da jaz samo upam in si želim, da bi bilo tega še več. Pa morda še ena taka zelo pomembna stvar. Jaz ne bom rekla, da sem kadarkoli bila ne vem koliko dobra v podjetništvu, ker zdaj recimo tako, ko poznam prave podjetnike, jaz se niti slučajno ne čutim, kot da bi bila res neka prava podjetnica. Jaz sem enostavno zaradi sile razmer pač postala na koncu pač podjetnica tudi. Ampak
Kar je bistveno, še poleg tega povezovanja, je ta želja po učenju. Jaz sem se vedno zelo rada učila, zelo me je se zanimalo in še dan danes me vse zanima. Jaz se še dan danes zelo veliko izobražujem. Ravno pred 2 dnevoma sem bila na enem 2-dnevnem izobraževanju, tako da ni tedna, ko se jaz ne bi izobraževala. Imam tudi svoje mentorje, ki me coachajo, tako da jaz mislim, da so to bistvene stvari. Včasih me moja hčerka vpraša, mami, kaj pa zdaj delaš, kam pa greš? Jaz rečem, v šolo grem. Kako v šolo? Jaz si pač skušam to razložiti. Celo življenje se izobražujemo. In tudi vse tisto, kar se v šoli naučiš, poslušaj, razmisli, ampak na koncu razmisli za svojo glavo, kaj od tega je tako, pa kaj od tega ni tako. Ker učiteljica te bo nekaj naučila, ampak ni nujno, da ima prav. Razmisli potem za svojo glavo, je prav ali ni prav. Pred davnimi časi so učili, da je zemlja ravna, in če si mislil drugače, so te sežgali na grmadi, pač danes temu ni tako, ampak tudi danes, včasih so tako učili, tudi danes nas učijo takšnih in drugačnih stvari, Kaj je res, kaj ni res? Preveri informacije, poslušaj in pa potem preveri informacije. Vsak je zmotljiv, vsak lahko pač pove narobe, in to je nekako bistveno, zato je to pomembno. Skozi se učimo, dajmo se povezovati, dajmo sprejemati tudi mnenja od drugih in obkrožimo se z ljudmi, ki vejo več od nas, in jaz mislim, da tle potem, tle so ti koraki, ko potem pač napreduješ pač naprej, in jaz tako včasih se tako s kom pogovarjam, reče tako, Maja, pa ti si že tako uspešna, ampak jaz ne čutim še tega tako, zaradi tega, ker še nisem dosegla tistega, kar je pač v moji glavi, pač da si želim. Tako da jaz samo sebe dojemam, da sem šele na poti do tega uspeha, in da me čaka še veliko učenja in vsega. In kar je bilo tudi ful zanimivo, recimo, ko sem sodelovala pri tem projektu pri Goranu Dragiću, je bilo to, da je tudi sam rekel, na panelu, rekel, da tisto, kar veliko ljudi ne vidi, kar je skrito v očem, so mentorji, so tvoji mentorji, ki te coachajo, in tudi on je rekel, da je imel svoje mentorje, ki so bistveno vplivali na njegov uspeh, ampak pač tega nihče ne vidi, so pa bistveni pač na tvoji poti. Kaj ne oblečen za prvi zmenek? Živim. V Ameriki je to sploh poudarjeno. Tam ni nič čudnega, če ima vsak svojega terapeuta, svojega trenerja za fizično moč, recimo biznis coacha. Tukaj pri nas je pa tako, kaj to imaš, pa to imaš, pa to imaš. Ja, koliko imaš pa ti denarja? Se mi zdi, da ful se strinjam z vsem, kar si rekla, ker sva si na tem področju zelo podobni. Jaz sem tudi tako, kot ti, konstantno radovedna že od malega in vedno sem, zakaj pa je to tako, zakaj pa ne. Super. In to me je v bistvu najdlje od vsega pripeljalo, zato tudi delam konec koncev to, kar delam, ker se mi zdi, da se od vsakega človeka na poti lahko toliko veliko naučiš, če ga poslušaš. Točno to. Res. In da tudi takrat, ko si misliš, da imaš prav, priznaš svoje napake. Tukaj se mi zdi, da Slovenci nismo tako dobri, ko v Ameriki je mogoče malo bolj to, zato so pa tudi bolj fluidni in v poslu, se ne držijo nekega svojega kopita in so tako, ne, to je prav, to je moje, ampak tako, ti pa misliš tako, let me think about it. Pa nas je pa tako, ne, jaz mislim, da je to prav, se mi zdi, da smo mogoče malo bolj rigidni, tako, ko smo se oklepamo nekih materialnih stvari, oni pa, ne vem, se selijo pa tako, zdaj, ko si ravno Dragića omenila. Je res po mojem to neskončno učenje, pa radovednost, ki te po mojem najdlje pripeljeta in se lahko marsičesa naučiš, tudi če nisi strokovnjak. Točno to. Kaj si se pa največ naučila iz projekta z Goranom Dragićem? Zdaj si v bistvu oblačila njega in njegovo novo izbranko Gracie. Kaj si se od njiju naučila? Kako ti je izgledal njun odnos? Dejansko, pač takrat, ko so me poklicali, Maja, si za to, bi sodelovali, sem takoj rekla tudi jaz enostavno pač nisem, ne vem, kako športni tip, pač to ni moje področje, nikoli ne gledam tekem, tako da, ampak
mi je bilo dejansko vseeno, sem rekla, dajmo sodelovati, sigurno bo super, in šele potem na tej poti sem začela dojemati, to je pa super, koliko se lahko tle naučim, koliko so enkratni ljudje, ker tle je bil Goran, tle je bila Gracie, tle je bilo še cel kup drugih ljudi v ozadju, iz športa in iz posla, od katerih si se lahko učil. In pač pri Goranu največ, kar sem se pač naučila, ker z njim nisem bila toliko veliko, sem bila več z Gracie, je res to, da je da je tako velik človek, ga ni naredil samo pač ta športni uspeh, ampak tudi ta srčnost. Pač to, da je pripravljen prisluhniti, da je pripravljen pristopiti. Mislim, dejansko to, da je on dejansko tudi zdaj naš ambasador blagovne znamke Premium Firme, da je izbral slovensko blagovno znamko, slovenski dizajn, da je bil pripravljen prisluhniti, dejansko on s tem pač dela spremembe pač na svojem pač področju. In to so res veliki ljudje, pa mu ne bi bilo potrebno. Absolutno. Isto recimo pri Gracie, recimo z Gracie sem preživela pač več časa kot z Goranom, tako da pri Gracie sem takoj vedela, pač, da je poslovna ženska, da je zelo uspešna poslovna ženska in od nje sem se res ogromno naučila, tako da kaj je mogoče ena glavna stvar, ki si se od nje naučila? Vesela, Ona mi je tako rekla, pogovarjala so se o enem projektu, pri katerem pač stopamo tudi na področje zdravstva, ker tudi pač ona je v zdravstvu, kakor vemo, ona je tudi imela zelo uspešno podjetje in ga je pač prodala in zdaj kupila pač novo podjetje in pač vsa ta podjetja so se dotikala pač zdravstva, healtha. In je rekla, če se ti zgodi pač, da ne moreš naprej, da pač priješ do neke prepreke, je tako, da enostavno poskusi najti nove ljudi, ki ti bodo lahko pač pomagali pač pri tej prepreki, da greš čez. To ne pomeni, da nekaj ni mogoče, vse je mogoče. To samo pomeni, da nimaš pravih ljudi okoli sebe. In bistveno je, da se obkroži z pravimi ljudmi. In rekla je, to, da ti nisi še toliko uspešna, kakor si ti želiš, da si, je samo zato, ker nimaš še pravih ljudi okoli sebe. In meni je takrat ful odleglo, ker dejansko, pač tudi tako rekla je, ne moreš se ga sam narediti, enostavno to je nemogoče, sem prave ljudi, rabiš imeti okoli sebe, jaz sem na isti način delala in še cel kup nekih drugih stvari, pač me je podučila, mi dala določena gradiva, tako da dejansko je tudi ona ena izmed mojih mentoric zdaj za naprej, pač kar ljudje recimo mogoče tudi ne vejo, ampak ja, to so veliki ljudje, ki ti za svojim znanjem, za svojimi izkušnjami lahko pač pomagajo prebroditi določene izzive, ki se zgodijo pač na tvoji poti, in seveda pač pol, ko premagaš te izzive, to je nekaj najlepšega, in greš naprej, se včasih je jok, pa krek, pa ne vem kaj vse, ampak to zaradi tega, ker v tistem trenutku mogoče ne vidimo, pa ne znamo, pa tako, ampak pol, ko pa greš čez, pol je pa to nekaj najlepšega, in tako tudi skušam svojo hčerko vzgajati pri teh stvareh, Jaz spomnim zadnjič nekaj mesecev nazaj, smo bili na neki skakalnici, pač da se je skakalo v vodo in je bila kar precej visoka in sem tako videla, da jo je strah, želi si ful, ampak jo je strah. In sem ji rekla, Paris, nič za to, če te je strah. Veš, meni je vsakič strah, ko gremo kak večji projekt ali pa ko moram nastopati ali pa nekaj takega. Meni je vedno strah. Ampak veš, razlika v tem, pač, da je mene strah, pa da potem nekaj naredim, razlika v zmagovalcu pa v nezmagovalcu je to, da premaga ta strah in boš videla, kljub temu, da te je ful strah, skoč in pol, ko boš skočila, boš videla, kako je fajn. Tako, kakor če bi dobila ne vem koliko sladoledov. Dej, poskus. In res me tako gleda, se reka, dej, poskus.
In res, in se zažene, in pol je prišla ven in se reka, kako se počutiš? Reka, ful fajn, ful je bilo dobro, ne. Ampak sem to, ne, to je treba razložiti, ne, ljudem, ne. Vse nas je strah, vsi mi bijemo neke boje sami sabo, ne, nikomur ni enostavno. Ampak to, da greš kljub temu, pa da kljub temu narediš, to je potem tisto, kar je razlika med nekom, ki zmaguje, pa med nekom, ki ne. A ne? Ja, to je ful dober način vzgoje, se mi zdi, da hkrati nekako daš neko varnost, vse je v redu, tudi mene je strah, Točno. ampak tudi jaz skočem. Tako, se mi zdi zelo dobra popotnica za njo za naprej. Tako. Se veselim, kaj se bo še ona dosegla v življenju. A je ona tudi v kreativi, jo vidiš, ali mogoče kje drugje? Kaj se najbolj kaže, kako ona gleda na tvoj posel? Ne vem dejansko, kaj bo z njo, pa v katero smer bo šla. Je precej drugačna kot jaz, tako da tle ne morem nekih sporednic potegniti, ampak mi je všeč, da je drugačna, ker jaz res verjamem, da vsak je čudovit in neponovljiv in najhujš bi mi bilo, da bi mogel iti nekdo po moji poti, ne izbira svojo pot, ne, tisto, ki je zanjo najbolj prava, ne, da ni obremenjena z mano, ampak tisto, kar sem pa jaz lahko, sem in pa lahko sem nek pozitivni zgled, da tisto, kar jaz delam, da tisto, kar si želim, da skušam na koncu to tudi uresničiti. In tudi ona, vse, kar si želiš, je uresničljivo, ampak potrudi se za to. Mogoče ne bo takoj, ampak prej ali slej bo, če se boš trudila za to. To jaz vidim, da v bistvu lahko ti starši ne vem, kaj govorijo, ampak na koncu kaj nam res ostane, je zgled. In starejši, ki si, bolj začenjaš dojemati, koliko so ene stvari globoko zasidrane v tebi, vrednote sploh, recimo. Tako. Res, sploh ne moreš verjeti, koliko dejansko vzgoja ostane v tebi. Ne besede, ampak samo zgled. Res je. Zdaj, ko si omenila strah pa premagovanje strahu, se mi zdi, da iti za 1 leto okoli sveta, to je tudi lahko en velik strah in en tak svojevrsten dosežek. Kako si pa sploh prišla na to idejo, da pustiš uspešen posel doma in greš z družino okoli sveta? Še rima se, evo. Ja, jaz sem si to že zelo dolgo časa želela. Zelo rada potujem in pač potem enostavno je nekako vse skupaj pač prišlo do tega. No? Kot rečeno, ne, vsaka stvar, ko se zgodi, jaz verjamem, da je nekaj časa v tvoji glavi, v tvojem srcu. Ne? In potem je potreben nek pravi čas, tvoja odločitev in pol se zgodi. In tudi pač pri meni je bilo tako, jaz sem si skozi rekla, preden bo šla Parisno v šolo, jaz si želim iti na pot okoli sveta. Ampak to je bilo tako, ko sem si to prvič izrekla, to je bilo tako nora ideja, ne? Tako, sploh, da si to izrekel na glas, ne, je bilo tako, kaj, ne? Ampak enostavno pač potem, ko to večkrat poveš, ko se večkrat o tem pogovarjaš, ko večkrat o tem razmišljaš, vse se zgodi v glavi najprej, a ne? Se pa potem začne nekaj dogajati in potem, ko ti začneš o tem razmišljati, začneš razmišljati, ok, kako bi pa zdaj to res lahko tudi, a ne? Ker prvi sem ideja, pa kako bi pa jaz to res lahko. In vedno je bilo potem tako, večkrat sva se potem tudi z možem o tem pogovarjali in je bilo tako, ni bil pravi čas, pa je bilo to, pa je bilo ono, pa potem je še enkrat prišlo pač novo podjetje, Premium Farme, pa potem je mož ostal doma za 2 leti, pa pač finance, seveda potem sem ena plača, kako, pa a ne, to ne bo šlo, a ne. In se spomnim, da sva bila potem enkrat na morju in enostavno sem tako rekla, ok, a ne, kaj zdaj, bomo mi šli kdaj na to pot okoli sveta ali ne bomo šli, kaj bo zdaj s tem, a ne? In se tako gledam in se rekla, veš kaj, jaz sem se odločila, jaz bom šla na pot okoli sveta, Parisno bo tudi šla na to pot okoli sveta, jaz te povabim tudi tebe, da gre zraven, zdaj pa pač se odloči, ali gre z mano oziroma gre z nama ali ne, medve greva. In sem tako me pogledal in rekel, prav, ok, gremo. In to je bilo to, midva sva samo rekla, gremo, popile sva tisto kozarček vina na tisti terasi in to je bilo to.
In potem se je šele, ampak to je bila resnično odločitev, to je bila resno naša odločitev. Gremo januarja, gremo na pot. Ampak dejansko je bilo manj kot pol leta od te odločitve do takrat, da smo mi to sprovedli. In to je bilo tako, to je bilo res noro, ker mi smo se samo lotili ene stvari in ko smo tisto stvar skončali, smo šli na naslednjo stvar, smo šli na naslednjo in in sem tako smo se lotevali in sploh, mislim, sem takole smo šli, čez vse smo takole šli. In če bi že takrat se začela pogovarjati, kako bomo pa, ne vem, z butikom v Ljubljani, kako bomo pa z blagovno znamko Premium Farme, kako bomo pa z stanovanjem, kako bomo pa z financami, kako bomo pa, ne vem, z šolo od Paris, no, mi jo moramo že vpisati pred tem šolo in vse to, če bi se mi že takrat začeli pogovarjati o vseh teh stvarih, bi si sem nakopali milijon problemov in ne bi nikamor šli verjetno. Tako pa enostavno smo neki gremo in potem smo začeli korak po korak reševati stvari. In zato jaz včasih pravim, da je dobro včasih ne vedeti čisto točno, v kaj se spuščaš, zaradi tega, ker potem lažje kako stvar sprovedeš. Pa sprot rešiš v bistvu. Točno ne razmišljaš o problemu, ampak samo o rešitvah. Točno to. Sem v rešitvah in v izzivih. Kaj pa je bila glavna stvar, ki si jo naučila na tej poti? Veliko stvari smo se naučili. Definitivno lahko rečem, da je to ena najboljših naložb v našo družino, vase, v hčerko, sigurno. To, da smo pač, mi smo bili dejansko 24 ur non-stop skupaj. Zdaj eni pravijo, joj, pa to je noro, mislim, se moraš nekam umakniti pa to, ampak ja, s tem, ko smo bili non-stop skupaj, smo se tudi ful veliko naučili. Sami o sebi, o nas kot o neki pač celici, skupni družini in drug od drugega dejansko. Kako recimo tudi to, kako čim hitreje rešiti neko zagato, neki izziv, ker tu ni bilo časa, recimo tudi če so se z možem kaj skregala, ni bilo časa zdaj, ne vem, en dan, dva ali pa tri ali pa celo en teden, ko nekatere poslušam, da se neki mulajo pa imajo neke tihe maše in tako. Tu ni časa za to, otroka ima zraven, ti moš to takoj rešiti, tle je ego tudi. Pol tudi, ne vem, cel kup nekih izzivov je prihajalo na poti, spet kako rešiti se te stvari hitro, učinkovito, kako držati skupaj pri takih stvareh. Pri hčerki, pa mislim, pri sebi je mogoče najtežje videti, kaj vse se je zgodilo. Se mi zdi, da šele zdaj počasi tako prihaja za mano, pa pač vidim, kaj vse smo s tem pridobili. Ampak recimo pri hčerki pa najbolj pač se je to nekako poznalo, ker mi smo jo prej vzeli iz Montessori vrtca ven in ko smo pač šli na pot, pač ona je edinka. In pri edincih je tako, mislim, ni nujno pri vseh, ampak pač ves čas ima od staršev, in mogoče zaradi tega potem tudi niso tako full face samostojni, ampak ona se je na tej poti naučila te samostojnosti, ker midva z možem nisva imela tudi vedno časa, pa če je bilo treba kakšne druge stvari reševati, tudi otroci so govorili druge jezike, ona je dejansko mogla vso tisto znanje, kar se ga je prej naučila, ker recimo v vrtcu so govorili slovensko, angleško pa špansko, je mogla zdaj to prenesti v prakso. In seveda je rabila nekaj časa, ampak na koncu je vse to prenesla v prakso. Zdaj, ko smo toliko časa v Sloveniji, moram reči spet, da smo šli mogoče par korakov nazaj, zaradi tega, ker pač to ne uporablja v praksi. Pa ona je odlično, pri 5 letih je ona komunicirala v angleščini. Z vsemi otroki se je 1, 2, 3 povezvala. In spomnim se, zelo tako samozavestna je postala, ampak v pozitivnem smislu, ker ne vem, zakaj v Sloveniji še vedno neka taka negativna konotacija, pač te samozavesti, spravim, to je lahko samo pozitivno. In ko smo prišli nazaj, se spomnim, da smo šli tako na Velenjsko jezero
In me je vprašala, mami, lahko grem pač tamle do fantka pa do punčke, sem rekla, ja, seveda, pedi, a ne, ker vedno vpraša in pač pol gre, a ne. In je šla tja, mamica pa oči so bili tudi tam in ona se je predstavila, zdravo, jaz sem pa Paris Nova, sem stara tok in tok, sem iz tam pa iz tam, a bi se vi igrali z mano. In so vsi gledali, kaj je zdaj to, a ne, ki imaš pa mamico pa atija, a ne, ker so pač nekako tako navajeni, pač da prideš nekako skupaj, pa tako, a ne. Tako da, to je ful dobro za naprej. Res. Tako v življenju, veš, sploh zdaj, ko so otroci toliko nekako ujeti v socialna omrežja, veš, pa se pogovarjajo Tako. samo prek tega, da imaš ti dejansko nekoga, enega otroka, ki upa pristopati, to je in za posel, in za odnose, to je taka prednost, da ga naučiš že pri mladih letih. Ko vidim pri sebi, ko so bili moji starši tudi taki, jaz sem bila vržena, Super. ampak na dober način, a ne? Super. Tako da ful dober. Jaz res pravim, da vsaka taka pot ti res da ful velik, predvsem bom pa tako rekla, tisto, kar je meni dala ta pot, zdaj, ko razmišljam sproti, a ne, ker to vprašanje res, ko si mi zastavlja, je res tako zelo globoko, a ne, mi je dala malo to svobodo, a ne, to, kar smo se že na začetku pogovarjali. Vsi smo ujeti v ta nek delovnik, pa v to neko hitenje, a ne, pač pa to, da se ne odločamo več zavestno, a ne, to, da smo se ustavili malo smo se ustavili, zazrli smo se vase, zazrli smo se drug v drugega in malo smo zadihali, brez kopičenja vseh teh materialnih stvari, a ne. Spomnim se tudi recimo ene take pač ful lepega doživetja, no. Pač takrat, ko potuješ z otrokom, je to precej drugače, ne. Pač smo bili na enem otoku in je pač Paris Nova rekla, mami, tamle so eni otroci, bi šla do njih, sem rekla, prav, pojdi do njih, a ne. Jaz sem šla zraven, sem tako, da malo vidim, kaj pa kako. Sem videla vse okej in pač sem rekla, ko boš konc, pač pridi lepo do mene, a ne. In pač prije nazaj in sem rekla, kako si se imela, a ne. Rekla, mami, super je bilo, veš, ti otroci nimajo nič, a ne, oni se igrajo za kokosom, pa za peskom, ampak ful se imajo fajn, jaz ne rabim dobenih igrač, veš, mami. In ona se je v nadaljih, potem 14 dni, sploh ni uporabljala dobenih barvic, več dobenih igrač, nič. Vse je sama potem sestavljala, delala, ne vem, tudi skupaj sva pol, če sva hotela kaj napisati, kaj narisati, sva kar v pesek, v mivko, a ne, sva risale, sva pisale. In res je bilo, vse je bilo tako, ne vem, tako pure. ne znam sploh drugače opisati, no. Mislim, to je res treba doživeti, ne. Pa dejansko neke bariere tudi pri tebi padejo. Ne vem, jaz, ko sem šla na pot, sem mislila, ja, ne, preden da gre Paris Nova v šolo, mi moramo iti na pot, ko potem ne bo več tega časa, da bi si lahko to privoščili, a ne. Ampak pol, ko smo potovali, pa sem spraševala, pa smo srečali tudi druge popotnike, ne turiste, ampak popotnike, in se spomnim eno družino, sem tako vprašala, pač, pa so imeli še majhne otroke, a ne, pa tudi pač več otrok, pa tudi šolo obvezne, pa sem vprašala, sem rekla, okej, a ne, kam pa vi zdaj potujete, koliko časa pa še potujete? In so rekli, ne vemo, a ne, pač mi potujemo, sem rekla, ja, ampak kdaj se vračate nazaj domov, a ne? Ja, ne vemo, a ne, pač ne razmišljamo o tem, ne. Se pravi, mi smo imeli pač neke okvirje, koliko časa bomo potovali, pa približno kdaj bomo prišli domov, ampak nekateri skozi potujejo, ne, in so to tako visoko izobraženi ljudje, a ne, imajo šolo obvezne otroke. In pol, ko sem jih tudi vprašala, sem rekla, okej, ampak kako pa potem glede šolanja, pa vsega tega, a ne, in so rekli, ful so visoko motivirani ti otroci. Hočejo se čim hitreje pač oddelati tisto snov, zato da lahko grejo, pa se potem kopajo, pa se igrajo z ostalimi otroci in so v naravi in tako naprej, a ne. In sem rekla, wow, a ne, jaz sem bila prepričana, da moramo dati to skozi, preden da grejo otroci v šolo, a ne, ampak oni imajo šolo obvezne otroke, pa tudi potujejo, pa sploh ne vejo, koliko časa bodo potovali, a ne. Tako da, spet so sem neke percepcije, ki si jih damo v glave, a ne. In s tem potovanjem je veliko takih nekih percepcij padlo dol, ne, tako kakor tudi glede časa. Ja, do takrat pa takrat moramo to pa to narediti, do takrat pa takrat moramo to pa to. In potem si obremenjen s tem časom in hitiš in noriš in tako naprej, ampak vse to je tako,
je tako relativno. Absolutno. Čas, vse je relativno. Ne? In vse je stvar perspektive, tako kot si rekla. Tako, ko pogledaš, se mi zdi, da smo res programirani v ene stvari, kaj je normalno, kaj je prav, kako se stvari delajo. V bistvu pa obstaja tisoč in en način, kako lahko samo eno stvar narediš. Tako da se včasih si treba resetirati, čist resetirati. Skalibrirati na novo sistem. Točno to. Evo, zdaj pa da ne bo predolgi še zadnje vprašanje. Prej si rekla, da še nisi dosegla tega, kar si želiš. Kaj pa si Maja najbolj želi doseči? Ja, jaz si najbolj želim uresničevati svoje sanje, in teh je še zelo veliko na moji poti. Tako da, kar se tiče poslovne poti, sem začela z nekim butikom poročnih večernih oblačil in oblačil za posebne priložnosti, katerega še vedno imamo v centru Ljubljane. Ki so krasni, mimogrede. Hvala. In potem smo nadaljevali z dnevno kolekcijo Premium Ferme, ki je primerna za vsak dan, in sedaj nekako gremo počasi v segment healtha, se pravi zdravja, tekstila in zdravja. Tako da smo razvili 2 produkta, enega za rakave bolnice, za bolnice raka dojk, in drug produkt za otroke, da jih ščiti pred nevarnim elektromagnetnim sevanjem, ker vsi smo danes zelo veliko na telefonih, na računalnikih in tako naprej, in se to zelo negativno vpliva na naše telo. In če uporabljamo samo 15 minut na dan telefon, imamo v odraslem obdobju, oziroma otrok do 15. leta, če uporablja samo 15 minut telefona na dan, ima v odraslem obdobju 84% možnosti, da dobi možganski tumor. 84% možnosti. Te statistike pa še nisem slišala. Ja. Kam nas bo pa še vse zanesla pot, nekaj je tisto, kar si želiš, pa kar so tvoji cilji. Kam se nas bo pa še zanesla pot, ne vem, mogoče še v agrokulturo ali pa še kamorkoli drugam, ne vem. To sem pa še pustila presenetiti. No. Super, skratka, tebi ne bo nikoli dolg čas. Meni je tudi enkrat rekel en zelo znan glasbenik pri nas, Flora, moraš imeti take sanje, ki jih je skoraj nemogoče uresničiti. Zato, ker jaz sem imel premehne sanje in potem sem jih uresničil in potem je bilo vse brez veze nekaj časa. Tako da treba je sanjati velike sanje in ti to dokazuješ. Super si povedala, Flora. Hvala ti za čas, hvala ti za tale pogovor. Se mi zdi, da smo toliko enih stvari obdelali, toliko enih modrosti prihaja iz tebe in se lahko vsi ogromno naučimo od tebe, sploh ženske na poslovni katerikoli poti. Tako da hvala za tvojo energijo, za vse, kar si, in ti želim en krasen dan še naprej in krasno pot. Flora, najlepša hvala za povabilo, jaz sem res uživala. Skratka, to je bil prvi od 4 pogovorov z izjemnimi ženskami. Zelo, zelo kmalu se spet vidimo. En krasen dan vsem.